Spoštovane študentke, spoštovani študentje, dobrodošli na informativnem dnevu za študijski program Varstvo narave na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, torej na FAMNIT-u. Moje ime je Živa Fišer in sem koordinatorica tega študijskega programa. Ob tej priložnosti se vam iskreno opravičujem, da v tem trenutku nisem z vami, ampak me spremljate na posnetku, vendar se vam bom zelo v kratkem pridružila približno čez pol ure, tako da vam bom na voljo za vaša vprašanja. Za začetek bi vam rada prikazala kratek filmček, v katerem se vam predstavljamo nekateri izvajalci na tem študijskem programu. Seveda na programu sodeluje še veliko več predavateljev in asistentov, tako domačih, se pravi iz Slovenije, kot tudi iz tujine. In vse boste imeli priložnost spoznati, če se boste odločili za vpis na ta študijski program na FAMNIT-u. Tako da zdaj bi delila z vami predstavitev. In kot sem že omenila, kratek filmček. No, pa začnimo. V zadnjem letu je beseda kriza postala stalnica v našem besednjaku. Ne minejo poročila, ko ne bi vsaj enkrat omenili epidemije COVID-19 in nato z njim vse povezano z zdravstveno in gospodarsko krizo. Kar naenkrat se zdi, da je pravzaprav epidemija postala naš sovražnik številka ena in najbolj pomembna kriza, s katero se mora spoprijemati človeštvo. Ampak vsake epidemije je enkrat konec in tudi koronavirusne epidemije bo nekoč konec. In ponovno se bomo soočili s problemi, ki obstajajo tukaj že od prej. Zdaj trenutno so nekoliko v ozadju, ampak ponovno se bodo pojavili. Torej, kar bo ostalo, je zagotovo okoljska kriza. Okoljska kriza je pravzaprav skupek najrazličnejših težav, ki danes pestijo naš planet, skupno pa jim je to, da je zanje najbolj odgovoren človek. O pojmu okoljska kriza se v zadnjih letih najpogosteje pomislimo na klimatske spremembe. Pariški podnebni sporazum, ki je bil sprejet decembra 2015, in je začel veljati novembra 2016, je naslednik Kjotskega sporazuma iz leta 2005. Po neuspehu pravzaprav tega Kjotskega sporazuma, v kateremu se niso zavezale najbolj pomembne onesnaževalke okolja, to so Kitajska, Indija, Brazilija in ZDA,
Prinaša pariški sporazum neko novo upanje. Podpisalo ga je namreč 195 držav in njegov ambiciozen cilj je omejiti dvig temperature za 1,5 stopinjo, doseči ogljično nevtralnost do leta 2050 in zmanjšati izpuste toplogrednih plinov do leta 2100. A vse premalo se zavedamo, da je bila znotraj okoljske problematike, okoljske krize prepoznana še ena kriza, ki deluje tišje in bolj v ozadju. To je biodiverzitetna kriza. Ta se odraža v upadanju ali celo izginjanju populacij nekaterih vrst, posledično tudi samih vrst. S tem povzroča spremembe v delovanju ekosistemov in na primer v spremembah v okoljskih uslugah. Čeprav se izumiranja pravzaprav dogajajo vse od nastanka življenja na Zemlji, noben organizem ni prisoten na Zemlji od svojega nastanka, vendar se hitrost izumiranja v današnjem času močno povečuje. Kot lahko vidite na tem grafu, v zadnjih 100 letih je ta hitrost narasla nenaravno hitro. Današnje izumiranje potekajo približno 8 do 100-krat hitreje od normalnega povprečnega izumiranja, ki mu rečemo background extinction rate. Kot vemo, razporeditev biodiverzitete na Zemlji ni enakomerna. Imamo območja, ki so zelo bogata z biodiverziteto in ta nosijo ponavadi tudi največje število endemičnih vrst. Hkrati so ta območja tudi med najbolj ogroženimi. Gre za 25 območij, ki jim pravimo vroče točke biodiverzitete. In ena od teh točk je tudi Sredozemlje, torej prostor, v katerem se sicer v njegovem skrajnem severnem delu nahajamo tudi mi. Konvencija o biološki raznovrstnosti je za obdobje med 2011 in 2020 v okviru tako imenovanih Aičijevih 20 ciljev se je zavezala k ohranjanju ekosistemov, vrst, genetske pestrosti, ohranjanju ekosistemskih storitev in izboljšanju izvajanja varovanja narave. Žal se je po izteku tega 10-letnega obdobja izkazalo, da noben izmed teh 20 ciljev ni bil popolnoma dosežen. In le 6 ciljev je bilo delno doseženih. In tako je prišel čas za nove strategije in nove načrte. Veliko odgovornost nosijo seveda države in njihove politike varovanja okolja in varovanja narave. Vendar se je izkazalo, da je tudi posameznik ima lahko zelo velik vpliv, ne samo lokalno, ampak tudi globalno. Delovanje posameznikov, ki razumejo dogajanje na našem planetu in znanje posredujejo na druge, postaja v družbi influencerjev, v kateri se nahajamo danes, eno izmed osrednjih orodij varstva narave. In prav izobraženi posamezniki so ključnega pomena za zaustavitev ali omilitev sprememb, ki se dogajajo v našem okolju zaradi delovanja človeka. Na FAMNIT-u tako izobražujemo bodoče varstvene biologe. Izvajamo 2 študijska programa, in sicer varstvena biologija na 1. stopnji in varstvo narave na 2. stopnji. Študijska programa sledita svetovnemu trendu. Namreč pred 40 leti v svetu pravzaprav ni obstajal noben študijski program, ki se bi osredotočal prav na varstveno biologijo. Še pred 15 leti je bilo teh univerzitetnih programov manj kot 100. Danes, oziroma v lanskem letu, smo lahko našteli preko 600 univerzitetnih programov s to podobno vsebino. Naša 2 študijska programa sta mlada. Varstvena biologija, ki se je prej imenovala biodiverziteta, obstaja od leta 2008, medtem ko varstvo narave obstaja od leta 2012. V tem času sta prešla tudi čez različne spremembe in izboljšave. Število vpisanih študentov se nam v zadnjih letih povečuje,
Tako da smo v lanskem letu, na primer na drugo stopnjo, vpisali preko 20 študentov, med njimi tudi veliko tujih študentov. Po dobrem letu, ko je bil študijski proces zaradi koronavirusa okrnjen, se zdaj počasi vračamo v predavalnice in srčno upam, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnosti, da bo situacija jeseni taka, da se bomo lahko srečevali v živo v prostorih našega kampusa Livade v Izoli. To je kampus, ki ga vidite tukaj na slikah. Kako je pravzaprav zastavljen študijski program varstva narave? Torej, gre za program magistrske stopnje, ki traja 2 leti, v katerih mora študent zbrati 120 kreditnih točk, kot je to navadno na večini magistrskih programov. Študijski program je redni, to pomeni, da pač ni plačljiv. Program sestavljata 2 modula, modul kopno in modul morje, tako da se študent ob začetku študija, se pravi ob vpisu, odloči, kateri modul bo poslušal. Če pogledamo strukturo programa, je ta sestavljen iz obveznih predmetov, iz splošnih izbirnih predmetov in iz izbirnih modularnih predmetov. V prvem letniku, poleg 5 obveznih predmetov, ki jih lahko vidite zapisane tukaj v tabeli, to so sodobni pristopi k varstveni biologiji, družbeni vidiki v varstveni biologiji, ekologija morja, ekologija kopenskih ekosistemov in seminar. Torej, poleg teh obveznih predmetov si študent izbere tudi po 2 izbirna splošna predmeta in po 2 izbirna modularna predmeta. Poleg tega v prvem letniku študenti opravljajo tudi študijsko prakso. Ta ponavadi poteka v poletnem času oziroma odvisno od dogovora študenta z podjetjem. Ponavadi prakse potekajo pri nas v Sloveniji, vendar so naši študentje prakso izvajali že tudi v več državah v tujini, na primer na Irskem, v Južnoafriški republiki, v Boliviji, na Hrvaškem. Predvsem tuji študentje se pa pogosto odločajo, da študijsko prakso opravljajo tudi v svoji domači državi. V drugem letniku je predmetov manj, študentje poslušajo poleg 3 obveznih predmetov še en izbirni splošni predmet in en modularni izbirni predmet. Zakaj je teh predmetov manj kot v prvem letniku? Zaradi tega, ker študentje začnejo s pisanjem oziroma s pripravo magistrskega dela. Magistrsko delo je ovrednoteno z 30 kreditnimi točkami. Magistrsko delo študentje lahko opravljajo tako na fakulteti pri enem iz izbranih profesorjev naše fakultete, veliko se jih pa odloči tudi za izvajanje raziskave v kakšnih drugih inštitucijah. Na primer, imamo študente, ki delajo na Morski biološki postaji, na Inštitutu za biologijo, na Inštitutu za gozdove, na ZRC SAZU in podobno. Študentje lahko magistrsko nalogo opravljajo tudi v tujini in magistrska naloga je lahko zapisana tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku, odvisno od tega, kje študent to magistrsko delo oziroma raziskavo pripravlja in kdo so njegovi mentorji. Na naslednjih prosojnicah so navedeni izbirni predmeti, ki jih ponuja fakulteta, seveda pa iz tega nabora fakulteta vsako leto ponudi le nekatere izbirne predmete. Tako da tukaj so navedeni splošni izbirni predmeti.
In mogoče še to naj poudarim, večina izbirnih predmetov oziroma kar na splošno vseh predmetov ima 6 kreditnih točk, nekateri pa so manjši izbirni predmeti in imajo samo 3 kreditne točke. Tukaj so navedeni modularni izbirni predmeti modula Kopno in še modularni izbirni predmeti modula Morje. Vsi ti predmeti so navedeni tudi na naši spletni strani, tako da si jih lahko v miru pogledate. Mi smo za prihajajoče študijsko leto, torej za leto 2021-2022, že pripravili, kako bo izgledal študijski program in tudi kateri izbirni predmeti ponujeni, tako da vam lahko to že kar pokažem. Torej, poleg obveznih predmetov bomo ponujali splošne izbirne predmete multivariatna statistika, upravljanje z zavarovanimi območji ter biologija in varstvo velikih vretenčarjev. Med morskimi izbirnimi predmeti ekofiziologija morskih živali, morska botanika, morska zavarovana območja, morska ekotoksikologija in biotska globalizacija ter varstvena ekologija morskih sesalcev. Na modulu Kopno pa ekologija mediteranskih gozdnih ekosistemov, herpetologija, entomologija in biologija in ekologija opraševanja. Vedno smo za vas tudi dostopni na Facebook kanalu Biodiverziteta, varstvena biologija, varstvo narave in pa na spletni strani famnik.upr.si. Če pa imate kakršnokoli vprašanje tehnične narave, torej kako je s samimi vpisi, se prosim obrnite na naš referat, kjer vam bodo podali vse informacije. Za konkretno vprašanje o študijskem programu, ki se vam porodijo mogoče kasneje, se lahko obrnete name. Moj mail je ziva.fiser@upr.si. Tako, v nadaljevanju vam bi predstavila še nekaj aktivnosti, ki jih izvajamo na našem oddelku, na oddelku za biodiverziteto, nekatere projekte, ki jih izvajamo. In moram poudariti, da na veliko večino projektov zelo z veseljem povabimo tudi naše študente, da nam pač pomagajo pri izvajanju, tako pri terenskem delu, kot tudi pri laboratorijskem delu. Evo, tako. Zdaj tale uradni del predstavitve je mimo. Zdaj bi jaz mogoče še nekaj teh bolj študentskih zadev predstavila, glede na to, da sem le študirala na tem programu. Tako da, če ni mogoče slučajno kakšnega specifičnega vprašanja že na tej točki, bi jaz vam nekaj fotografij predstavila in podobno, no. Ja, tako. Zdaj, tole je sicer moja lanskoletna predstavitev že, tako da bom mogoče še kaj dodala, no. Je pa res, da tako ali drugače v tem enem letu covida se spet tako veliko ni spremenilo, no. Tako da jaz bi vam več ali manj so fotografije, no, utrinkov, ki so bili meni kot študentki res všeč in zakaj se mi je zdelo fajn študirati na tem programu. Zdaj, en del so gotovo obvezni tereni, ker eno je sedeti v predavalnici in pač študirati iz knjig, bistveno bolj pomembno in zanimivo pa je iti dejansko na teren in to znanje uporabiti in ga poglobiti z nekimi praktičnimi vsebinami. Tako da to je nekaj fotk iz različnih terenov, in so bili kopenski, jamarski, morski, tako res ogromno različnega, no.
Potem ena izmed zanimivih stvari je tudi praksa, pač študenti moramo obvezno opraviti tudi prakso. Zdaj, možnost je to opravljati doma, nekje blizu svojega kraja, na drugem koncu Slovenije, to pravzaprav po želji, no. Nekateri se pa celo odločijo, da grejo v tujino opraviti tole prakso. Možnost je celo preko Erasmusa, če pač najdeš neko primerno institucijo in te to dejansko zanima. Je pa tako, da v bistvu na fakulteti imamo že z določenimi institucijami že sklenjene te pač sporazume oziroma neke sporazume, no. Ampak če ima nekdo neko specifično željo za delati na neki instituciji, ki je na tem seznamu, to pač ni omejitev, no. Je fakulteta načeloma vedno odprta do sklepanja nekih novih sporazumov, če je interes tako pri študentu kot tudi pri sami instituciji, no. Tako da meni se je zdela praksa res tisti primeren trenutek za se usmeriti v tisto smer, ki te res zanima, in kar ti mogoče sam študijski program ne da, oziroma ti da pač neke osnove, in študijsko prakso si lahko to res pač dodatno poglobiš to znanje in konec koncev tudi neke izkušnje iz nekega delovnega okolja, no. Ker še vedno na fakulteti smo v nekem takem mehurčku, v nekem varnem okolju, na praksi pa res dobiš mogoče malo boljši občutek, kako izgleda delo kot varstveni biolog ali pa pač biolog kot tak, no. Tako da, evo, ti so šli po svetu na prakso. Potem ena stvar, ki je meni bila zelo všeč na Famnitu, je to, mislim, to je povsod na vsaki fakulteti, ampak mogoče na Famnitu, ker smo malenkost manjši, je to malo lažje. Si lahko aktiven tudi na obštudijskem področju, in če si recimo član študentskega sveta, imaš možnost po eni strani se spoznati z študenti ostalih programov, po drugi strani pa je fajn tudi to, ko neko zadovoljstvo, ko lahko narediš neke dogodke, nekaj organiziraš za ostale študente, no, in delaš na tem povezovanju. Tako da to mi je bilo taka fajn izkušnja. Potem, kaj so bile meni še fajn izkušnje, tudi sodelovanje na različnih teh študentskih projektih. To je kar nekako neka navada na Famnitu in na določenih drugih fakultetah. So tile PKP in šipk projekti, na katerih vedno sodelujemo tudi študenti oziroma smo, dajmo reči, glavni akterji, pravzaprav študenti, no, ob pomoči različnih profesorjev, asistentov kot mentorjev. Tako da to je tudi ena taka, poleg prakse, recimo, fajn priložnost za spoznati različna področja, na katerih lahko potem delujemo, pridobivanje nekih povezav, tudi z mogoče bodočimi delodajalci. Tako da to je tudi super izkušnja, no. Potem pa še to je za omeniti, da na fakulteti deluje tudi, oziroma je ustanovljeno in funkcionira, no, Društvo varstvenih biologov, Biodiva, v katerem pa se ne združujemo pravzaprav samo študenti varstvene biologije in varstva narave, ampak tudi nekateri zunanji, no, ki niso neposredno povezani z biologijo oziroma varstveno biologijo, ampak jih recimo narava zanima. Tako da to društvo vsako leto organiziramo študentski biološki tabor, Biokamp, na katerega so seveda vabljeni pač tudi študenti ostalih fakultet. In tukaj bi izpostavila, vam bom pa potem poslala povezavo, no, ker tej predstavitvi še nimam tega. Letos, oktobra, z društvom organiziramo eno študentsko konferenco, sicer v sodelovanju s študenti biopsihologije, ampak tako, no, to je
prvič to organiziramo in smo kar veseli, no, da smo se tega lotili in da bomo to izpeljali, ker študenti imamo že tako nasplošno kar na nek način malo priložnosti, da predstavimo svoje delo izven predavalnic, kar v smislu samega študija. No. Tako da tudi na to konferenco so vabljeni v bistvu vsi študenti, ne glede na to, kje študirajo, ali pa mogoče nekdo, ki je ravnokar diplomiral, mogoče tudi, če ni več študent, so vsi vabljeni. No. Tako, potem so pa še taki manjši projekti, kot neke sprotne terenske vaje in podobno, kakšni filmski večeri recimo. Tako. In še nekaj fotk iz raznih terenov. Tole iz projektov, teh študentskih. In pa tudi sodelujemo z drugimi društvi, no, z ljubljanskim pa z mariborskim, tako da se naši študentje tudi udeležujejo tudi njihovih taborov, recimo, no. Tako. No, in to mislim, da je kar za konec. So neka ostala druženja znotraj fakultete, ki pač so namenjena vsem študentom, ne samo študentom našega programa. In so taki eni malo večji, eni malo manjši dogodki. Tukaj na sliki je recimo spoznavni žur z bowlingom, ki ga vsako leto organizira študentski svet, in so vabljeni sem tudi pravzaprav tudi profesorji in recimo asistenti, no. Tukaj recimo so zaposleni na našem oddelku, tako da je neko tako sproščeno druženje in dejansko spoznavanje med sabo, da se malo, da ni več tako formalnega tistega odnosa oziroma nekega strahospoštovanja do določenih profesorjev mogoče. Mislim, spoštovanje v vsakem primeru pač ostane, no, ampak mogoče ni tistega straha za pristopiti do profesorjev, ki mogoče je kje drugje prisoten, no. Tako, tukaj smo šli na eno tudi študentsko konferenco oziroma tekmovanje, no, je bilo hkrati tekmovanje v znanju in v športu. Smo bili v Bolgariji. Torej so pa taki manjši dogodki, no. Recimo pust smo praznovali, pa noč čarovnic. Vsake toliko se organizira kakšen tak večer družabnih iger, no. In kar pride sproti v bistvu vsako leto kaj drugače, no. In tole je pravzaprav za konec, no. Jaz sem imela precej srečo s svojim razredom in smo se res ful fajn razumeli in smo se družili tudi izven predavalnice. Pravzaprav smo še vedno kar povezani, no. Tako da to je bil tudi en tak plus tega študija zame, no, osebno. Ker tako, no, mislim, vseeno lažje študiraš, če imaš družbo. Tako, mi smo potem tudi vsi smo res redno hodili na predavanja in tako, če tvoja družba hodi na predavanja, imaš tudi ti recimo neko motivacijo za iti na predavanje, no. Če imaš pa nesrečo z razredom mogoče in niso tako pridni, potem je malo težko tole držati, no. Tako da pa večinoma zdaj te generacije tudi za nami, ki so prišle, so tudi kar večinoma kar povezane, no. Tako da je eno tako fajn vzdušje. In potem smo mi šli kar tako v lastni režiji na neke dodatne izlete. Ja, tako. Zdaj, to je to z moje strani. Zdaj pa se nam je pridružila tudi že naša koordinatorica našega programa, tako da bom predala nazaj njej besedo, da pove še kaj o projektih. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj vidim, da vas ni prav veliko, ampak vseeno in zelo lepa hvala Taji, ker je vskočila namesto mene
Verjetno pač, ja, opazili ste, da nisem bila prisotna v živo, ampak sem vam mogla posneti vnaprej predavanje prej. Tako da zdaj bi vam jaz zelo na kratko pokazala še mogoče, kakšne projekte izvajamo. Ne bom šla tako po naslovih, ampak malo bolj po tematikah. Tako da vidite, kje se lahko mogoče vi vključite, če vas zanima pač kakšno specifično področje. Zdaj pač nas na oddelku za biodiverziteto, pač večinoma smo vsi biologi, ampak pač z različnimi profili, torej ukvarjamo se z različnimi organizmi, tako z rastlinami kot tudi z živalmi v kopenskih in v morskih ekosistemih. Zdaj na področju nevretenčarjev so naše raziskave usmerjene predvsem, bom rekla, v zadnjih letih na metulje, na različne ogrožene vrste, recimo kot vidite tukaj na tej sliki na levi enega metuljčka z oznakami, to je barjanski okarček, na katerem smo lani začeli izvajati en tak monitoring oziroma raziskavo razširjenosti. Drugi metulj tukaj na desno je strašnični drin. Na njem se bo v bistvu izvajala raziskava oziroma projekt, ki se je začel izvajati v tem mesecu. To je projekt Pivka presiha in tukaj bomo tudi rabili študente za pomoč pri terenskem delu. Ravno danes mi je v bistvu naš sodelavec Jure Jugovic, ki ga vidite tukaj na sliki spodaj, me je prosil, če lahko objavim informacijo, da rabi študente za magistrske in diplomske naloge za terensko delo. Torej Jure je tisti, ki vodi večino teh nevretenčarskih raziskav, drugače je Jure tudi jamar, tako da dela tudi na, v bistvu primarno je njegovo področje bilo podzemni nevretenčarji, predvsem raki. Drugo področje raziskav so dvoživke, tudi plazilci do neke mere, ampak predvsem dvoživke, pupki in žabe. In tudi ta projekt, ki sem ga omenjala, v bistvu se bo dotaknil dvoživk. Imamo pa v teku tudi projekt N-Green, kjer se gre ravno za nekako, kako bi se reklo, ohranjanje zelene in izboljševanje zelene infrastrukture tukaj na čezmejnem območju. In tudi tukaj se dela monitoringe dvoživk, pa tudi te ocene velikosti populacij in tukaj vsekakor so študentje vedno dobrodošli in vedno jih rabijo. Nimam mogoče na sliki, ampak v okviru tega istega projekta se tudi izlavljajo zlate ribice iz nekaterih kalov in tudi tukaj pač delajo recimo naši študentje, nekateri zaključne ali pa mogoče bojo celo magistrske naloge na teh zlatih ribicah, na v bistvu njihovi biologiji in tako naprej. Potem zelo veliko področje raziskav je tudi genetika sesalcev. Nekoč je bil naš oddelek bolj usmerjen v male sesalce, zdaj pa niti ne moramo več govoriti o malih sesalcih, namreč naši sodelavci izvajajo raziskave recimo na gamsu, na volku trenutno, na genetiki volka, potem na divjih prašičih in še na različnih drugih vrstah. Vse to so pa, večinoma niso to terenske raziskave, ampak so predvsem laboratorijske, se pravi genetske raziskave, tudi nove metodologije skušajo vpeljati, se pravi, kako bi vzorce pridobivali recimo na neinvaziven način. Tako da zdaj recimo pregledujejo, bojo poskušali s pomočjo vzorcev iztrebkov volka z novimi temi molekularnimi metodami ugotavljati, s čim so se živali prehranjevale. Tako da, če vas zanima to področje genetike, potem se usmerite bolj
k tej naši skupini, ki deluje na tem področju. Potem je še eno od teh večjih področij raziskav je morje. Tukaj gre predvsem za raziskave na velikih morskih vretenčarjih, na želvah, tudi na velikih sesalcih, recimo delfinih, na ribah. Veliko je tukaj sodelovanja z ribiči in nekateri naši študentje so praktično celo poletje preživijo na Hrvaškem, v Istri in skupaj z ribiči odhajajo vsakodnevno na terensko delo, kjer potem prebirajo te vzorce, ki jih ribiči ulovijo in v bistvu pač sortirajo in gledajo, kaj se je ujelo v te mreže. Potem pa, še na tej sliki desno spodaj pa vidite, da tudi spremljanje nekaterih vrst s pomočjo drona, to tudi se znotraj projekta, enega LIFE projekta, ki se trenutno izvaja, tako da to tudi delajo, pa tukaj vidite želvo z oddajnikom, se pravi to pa spremljajo v bistvu nekatere posameznike, posamezne želve, v bistvu kako se premikajo po Jadranskem oziroma po Sredozemskem morju. Naše botanične raziskave so usmerjene predvsem v ogrožene vrste. Zdaj tukaj na sliki vidite recimo raznolistno mačino z metuljem gor, potem blagajov volčin, na spodnji sliki pa čudovito planinsko polje, kjer rastejo ogrožene morske čebulice. Tukaj tudi večina ljudi na tej sliki, vsaj nekaj polovica, so naši študentje, ki nam pomagajo pri terenskem delu. Še ena rastlina, zelo pomembna za to območje, je tomazinjeva popkoresa, ki raste na teh stenah tukaj na kraškem robu. In tukaj, to so bile v bistvu terenske vaje v okviru predmeta biologija in ekologija opraševanja, kjer so študentje pač se nam pridružili na terenskem delu in so nam pomagali pač, opazovali smo opraševalce, pokazali smo, kako potekajo naši poskusi na teh rastlinah v živo. Hkrati pa, ker je ta rastlina raste v skalnih stenah, pač rabimo tudi plezalce, da pridemo do rastlin, in med našimi študenti na srečo imamo tudi plezalce, tako da smo tudi z njihovo pomočjo recimo nabirali vzorce. In še zadnje področje raziskav so pa v bistvu tujerodni nevretenčarski organizmi, prenašalci različnih bolezni. Tukaj na sliki sta dva, se pravi tigrasti komar in peščena muha. Naši sodelavci ugotavljajo, pač kako so ti dve vrsti, pa tudi ostale vrste sorodne, razširjeni po Sloveniji, izvajajo v bistvu vsakoletne monitoringe, ki jih financirajo različne občine, recimo izolska, koprska, novogoriška občina, in tudi tukaj so študentje aktivno vključeni, nekateri hodijo na teren, kjer je treba praktično vsak dan oziroma nekajkrat na teden po celi Sloveniji postavljati pasti, jih preverjati, pregledati, kaj je v njih, in potem tudi te organizme določiti v laboratoriju. Tako da imamo veliko različnih projektov in praktično pri vsakem z veseljem vzamemo zraven študente, ki lahko delajo stvari za magistrske oziroma lahko tudi za diplomske naloge, lahko tudi v okviru študijske prakse ali pa pač samo kot študentsko delo.